Dobrodošli v nov video, upam, da se dobro vidi. Zdaj smo tle v Louvru v Parizu, v muzeju. In ko sem se sprehajal po tem muzeju, sem videl res veliko umetnin in sem se spomnil, da bi bilo malo ironično, da bi naredili en video o NFT-jih. In v tem videu bom šel samo malo čez par stetcev, ki sem jih na internetu, koliko so v bistvu NFT-ji zdaj manj popularni, kot so bili en let nazaj ali pa 100 leta nazaj. In bomo samo se pogovorili, a se splačajo še NFT-ji, so dead, kaj sploh fora NFT-jev, no. A ste vedeli, da se je trading volume na OpenSea, OpenSea je ta main platforma, kjer se lahko tradejo NFT, od maja do danes, se pravi v dobre pol leta, se je za 99% zmanjšal volume na OpenSea. Maja so v enem mesecu stradali 2,7 bilijona dolarjev vrednih v NFT-jih, medtem ko se je ta mesec, zadnji mesec, se pravi september, oktober, stradali samo 9 milijonov. To je nerealno manj, če si sam predstavljate. Večina projektov je itak odvisna od hypa, pri NFT-jih sploh. In tle je ta problem, zato ker po parih tednih, ko dropa projekt, hype umre in je v bistvu ta NFT vreden toliko, ker je dejansko vreden samo ta slikca, se pravi nič. Ker ljudje nehajo kupovati, cena NFT-jev pade, zaradi tega, ker NFT je samo toliko vreden, kolikor je drug pripravljen plačati za njega. Se pravi, cena raste, samo če je en človek pripravljen dati več denarja, kot si ga dal ti. In na tak način ti narediš denar pri NFT-jih. In zaradi tega, ker je popularnost NFT-jev padla, ljudje preprosto niso več pripravljeni dati nič casha za to. Ker recimo en zelo fun fact je, da oktobra 2021 je bil povprečen sale na OpenSea $1,080, medtem ko je zdaj v oktobru je bila povprečna cena samo $80, $83, kar je, to je 10-krat manj, če si predstavljate, no? Se pravi, NFT-ji zdaj niso nič več vredni. In isto, če pogledamo Google Search Trends, je bil pik v NFT-ji za kjerkoli, v bistvu NFT art, NFT, how to make NFT in vse to je bilo v januarju 2022, je bil pik. Če pogledamo zdaj, vsi trendi padajo, folk ni več interesed za to in posledično tudi vse umre, no. In ko je bil pik NFT-jev, vsi folk je govoril, community je strong, važen je community in meni bo takrat to iskreno dosti smešno, ker tako vsak projekt, ki je community driven, je dosti gledan na hypu, ne na utilityju, kar je zelo slabo, no. Če si predstavljate, sploh za dolgi rok, za kratek rok, da ga ti flipneš, mogoče po dropu se še da, ampak na dolgi rok NFT pač niso in mislim, da smo se to vsi naučili v tem bull runu. Vsi, ki so bili aktivni v teh Discord communityjih, niso bili aktivni, ker so imeli radi community, ampak ker jim je ta community prodajal, da bojo ful hitro postali bogati, neki get rich quick schemi in to in zaradi tega. In ker je bil toliko veliko NFT skemov, se je posledično folk nehal ukvarjati z NFT, ker jih je bilo strah, da bodo nekako bili skemeni tudi oni, no, če razumete. In ker je bil folk toliko high na gridu, so vsi kar kupovali, karkoli jim je kdo hotel, niso niti malo pogledali si in posledično je bilo toliko veliko skemov, zaradi tega, ker folk sploh ni hotel razumeti, kaj naredi kakšen NFT, samo videli so, da bo kao šlo gor ali pa da bodo zaslužili denar in so pa sam bavili, no. In že sam to, da je bil toliko neizkušen folk v tem marketu, pove dosti o NFT-jih. In če pogledamo tudi recimo, ne samo te scam projekte, če pogledamo recimo Decentraland, ki je bil multi-billion dollar company, ki je v bistvu imel ta metaverse, whatever, ki se lahko noter gradil te stvari, je reportal zdaj kakšen mesec nazaj, da so imeli samo 38 daily active userjev, tako. Če si predstavljamo, ne vem, neka shit igrica na Steamu, ki ima par tisoč downloadov, ki noben ne igra, ima po moje več active daily playerjev, kot je ta ultimate billion dollar metaverse, no. In v zadnjem letu, če pogledamo tudi Sandbox, to je v bistvu isto kot Decentraland, samo da po moje malo bolj popularna, tako bi lahko rekel, no. Salesi na Sandbox so se znižali za 99,8% od prejšnjega leta. No, in v bistvu na podlagi tega se meni zdi, da je NFT market trenutno dosti dead. Zdaj, jaz mislim, da bodo NFT naredili comeback v tej obliki, kakor so te slikce, 100% ne. Se pa še zmeraj strinjam s tem, da so NFT nekak prihodnost, ker je v bistvu full centralized vse in imaš vse na blockchainu, ne moreš golfati tega, no. Ampak, če jaz mislim, da bo še kdaj te slikce popularne, ni šans, zato ker se je folk po moje več kakor naučil v tem bull runu, da je to samo bullshit in da so to samo scamerji uporabljali, da se postali bogati. No jaz upam, da vi niste kupovali teh NFT-jev, če jih ste, pa imate še kakšno slikco, pa jo holdate, mislite, da bo šlo gor. Nočem vam spoilati, samo ne bo šlo in jo čim prej prodajte, če se da, drugače pa pač
ste se nekaj naučili, no, in ne boste se v prihodnosti s tem zajebali. Tako da ja, upam, da ste uživali v tem kratkem videu. Tlele smo pred Louvrom, kakor vidite, very beautiful. To je to, no. Se vidimo v naslednjem videu.